mladi svet stoji in mladi morajo sanjati, ker sanje so dovoljene. Mi pa smo zato tukaj, da jim pomagamo te sanje uresničiti. Praktično se vsi trenerji v Celju zavedamo, da je samo z rednim pridobivanjem novih znanj, ki jih vsak dan dejansko povsod moramo sprejemati, le na ta način lahko spremljamo in ohranjamo ta primat, jaz vedno rečem primat v razvoju teh mladih fantov v Celju. Čas se spustim nazaj, dvignem bok dol. Vzgoja mladih je čisto posebna zgodba, da se pravi ta vzgoja gre na eni vrsti v rokomet, v tehniko, taktiko, tudi telesna priprava, tako ste rekli, pa poseben del zgodbe. Tudi tukaj je za mlade igralce neka učilnica, neka predpriprava na nek bolj resen v bistvu trening moči ali pa teh ostalih, recimo, gibalnih sposobnosti. In prav gotovo je v tej fazi, ko imamo fante stare 12, 13, 14, 15 let, zelo važno, da se naučijo pravilno izvajanje krepilnih, razteznih vaj in podobno. Se je že do sedaj zelo dobro delalo, tudi o tem priča ta nagrada, ki smo jo prejeli. Vseeno pa smo z letošnjo sezono začrtali nekako nove cilje v tem pogledu, da niso pomembni samo rezultati v mlajših starostnih selekcijah, ampak individualen napredek posameznega igralca. Se pravi, da rezultat je pomemben, še vedno, ni pa najpomembnejši. In v bistvu se z večanjem starostne kategorije le ta povečuje. In v bistvu je želja tudi ta, da bi v bodoče člansko ekipo sestavljalo čim več igralcev iz domače šole, se pravi, ali so to Celjani, ali so to tisti, ki pridejo iz drugih slovenskih ali tujih klubov k nam in tako pridejo do prvega moštva. Iskreno sam mislim, da je to blazen motiv, da dejansko vsi ti top klubi že prepoznavajo v naših igralcih ene izredno, jaz bom rekel, izobražene rokometaše, znajo, pismene rokometaše, ki znajo res odigrati vrhunske tekme na najvišjem nivoju. V našem klubu imajo vrhunske strokovnjake, vrhunske pogoje za to, da lahko delajo in da ustvarjajo svoje sanje s pomočjo nas in seveda naj izkoristijo vsak trenutek, kajti s izkušnjami in znanjem, ki jih imamo, jim lahko veliko pomagamo. Z vidika preventive pred poškodbami in vse ostalo se predvsem ta zdrava vadba, se pravi pravilna tehnika, pravilni pristop k izbiri vaj in vse tole, to je neka naložba potem sigurno za bolj zdravo prihodnost v športu. Bližnjic ni, to se je dokazalo tudi skozi vsa ta leta, da vsak, ki je prišel na novo k nam, je rabo vsaj kakšno leto tistega navajanja, prilagajanja na način življenja, sistem dela. V bistvu je trdo delo tisto, ki te potem pripelje recimo k nam v prvo moštvo, tako da je čez noč normalno se nič ne doseže. Fantje, začenja se nova sezona, jaz vam želim veliko uspeha, brez poškodb, seveda pa ne smemo pozabiti tudi na uspešno in srečno novo šolsko leto. Hvala.